Letošnje Gradnikove večere smo poimenovali zgodbe srca, ki segajo preko meja. Lepše se nocojšnjega in jutrišnjega večera ne da napovedati. Zgodbe srca, ki segajo preko meja, bodo obogatile letošnje večere z ustvarjalci, ki so svoje stvaritve ponesli izven briških, regijskih meja ter izven domačih slovenskih meja v svet. Pozdrav članom društva Dablo, mentorju in seveda vsem vam, ljubiteljem umetnosti, ki bo v teh dveh večerih posebej za nas pripovedovala svojo zgodbo preko melodij, besede in slike. Jaz sem že vrsto let mentor ene skupine, ki je v slovenskem smislu kar malo nenavadna. Namreč zelo je enotna, izjemno delavna, skratka društvo, ki dejansko ta prostor zapolnjuje z svojimi slikami, svojo umetnostjo, dejansko, tako kot je bilo že povedano, bogati ta kraj, oziroma kar celo regijo Goriška Brda. Naj omenim, da bo današnji večer posvečen domači avtorici, pesnici Patriciji Peršolja, ki že vrsto let sodeluje in ustvarja pod okriljem mariborske založbe Pivec. Šla je služit kruh v Karmin. Prvo liro je zapravila za črne nogavice, obleko iz razredčene tkanine, za šminko, ki je rasla iz barve obleke. Sonce je hitelo lomiti svetlobo na njenih bokih, drobilo se je na vratu, da bi na njej postorilo vse do večera. Kodri, pokapljani z bakrom, so se odpirali kakor tulipani, gostili so zrak okoli glave, ki je ribala moške poglede, tlakovala ženske jezike. Sestavila se je v šinjorino, ki je s prstom po zraku izrisala življenje, v katerega stopiš kot v italijanski film, z moškim likom zloščenih čevljev in dvignjenega ovratnika nad površnikom, ki te pričaka na železniški postaji prihodnosti. Lahko bi vzela mesarja, uradnika na pošti, celo županov sin je opletal za njo, če ne bi spoznala Italijana. Če se tudi sami malo pohvalimo in če drži, da Brda veljajo za neko posebnost v našem slovenskem prostoru, posebnost, ki jo je preprosto potrebno odkrivati, smo Brici še posebej veseli, ker Brda postajajo vedno bolj odprta in vabljiva raznovrstnim kulturam in umetnosti. Današnji večer pa posvečamo tistemu, po katerem nosi tudi ime, Alojzu Gradniku. O zemlja sveta, ki si me rodila, ki zibel si in grom, in smeh, in jok, in tudi mene boš upokojila. Če tvoja kri ljubezen je in gnev, če tvoja kri molitev je in kletev, če cvetenja in trohnobe žetev, na lesa razlije se moj spev. Zanima me, zakaj si se odločila, da se boš kot raziskovalka pač posvetila ravno temu avtorju in ali so morda tvoje briške korenine na to vplivale? Res je tako, ker sem Brika, sem se začela zanimati za Gradnika, ampak v času, ko sem dokončala študij oziroma končevala študij, je bilo kar nekaj okoliščin, ki so vplivale na mojo odločitev, da si za diplomo izberem Alojza Gradnika. Gradnikova poezija je črpala prvinsko moč iz briške zemlje oziroma iz te eksistencialne povezanosti, ki jo je čutil, da jo ima briški kmet, torej Bric, z domačo zemljo. On le na skrbi ima vse potrebe in delo, nič ne uide njegovim pozornim očesom. Sonce zašlo je, Italija širne ravnine, v sini daljavi žarijo od zarje večerne. Zdaj vse zlato še modro-zeleno obzorje, zdaj ga obrobljajo proge bakrenih plamenov, zdaj spet ugašajo ognji in samo sivina se zgrinja preko neba in ga vsega prekrije.